Obrnimo se zdaj na Gazo, kjer so ponoči potekali izraelski zračni napadi. Mednarodni odbor za mir zdaj pravi, da se bo umik IDF onkraj rumene črte zgodil šele potem, ko bo Hamas odložil orožje. Več informacij ima višja bližnjevzhodna dopisnica i24 News, Ariel Osaran. To je začetek težke faze. Tako je visoki predstavnik odbora za mir v Gazi, Nikolaj Mladenov, opisal trenutno fazo premirja v Gazi. Po srečanju s predsednikom vlade Benjaminom Netanjahujem v Jeruzalemu v ponedeljek je odbor za mir predstavil svoje pogoje za umik IDF iz Gaze in je izjavil, da se bo umik IDF onkraj rumene črte zgodil šele, ko bo onesposobitev zaključila, kot se je Hamas zavezal posrednikom. To velja tako za lahko, kot za težko orožje ter za predore. Prejšnja različica izjave je govorila o popolnem umiku IDF, kar je nakazovalo, da bi se lahko nekateri umiki IDF onkraj rumene črte zgodili še pred zaključkom celotnega procesa razorožitve, kot je bilo določeno v predlogu odbora za mir prejšnji teden. Opustitev besede popoln očitno pomeni spremembo pogojev za umik IDF po ponedeljkovem srečanju. Kljub temu sta se obe različici zdele v nasprotju s tem, kar je Miladonov povedal prav prejšnji teden, ko je dejal, da se mora umik izvajati vzporedno z razorožitvijo. Kaj pride najprej? Ali se Izrael najprej umakne in nato Hamas razoroži, ali pa se mora Hamas najprej razorožiti, nato pa Izrael zapusti Gazo? Izrael je bil zaradi tega zelo zadovoljen. Izrael nam je pomagal. In bili so zelo dobri glede tega. Večina ljudi je rekla, da bi bil to dogovor, ki ga ne bi bilo mogoče doseči. Zdaj bo šlo skozi vzpone in padce, tam je zelo zapletena situacija, ljudje so zelo zapleteni in zahtevni. Očitna sprememba pogojev za razorožitev tvega izgubo Hamasa, ki je pristal le na prvotno zaporedje. Še Izrael ni rekel. Sporazum določa, da ne moremo preiti v naslednjo fazo, dokler prva faza ni v celoti izvedena, kar pomeni, da se mora Izrael vrniti na meje pred tisočletom z 967. Dovoliti odprtje prehodov, omogočiti obnovo in prenehati z vsemi napadi, ubijanjem in atentati. Vsa ta vprašanja je treba obravnavati in zaključiti. Razpustitev oboroženih milic pa je povezana s tem in z izraelskim umikom iz Gaze v skladu z dogovorjenim časovnim načrtom. Vendar je zaporedje razorožitve in umika le ena od spornih točk. Med srečanjem z Mladonovom naj bi Netanjahu dejal, da Izrael ne bo prekinil ognja v Gazi in se ne bo umaknil z rumene črte. In je nasprotoval zahtevi predloga, da se orožje Hamasa zgolj shrani, namesto uniči. Medtem je Izrael okrepil napade v Gazi po objavi mirovnega načrta odbora za mir. Ure po ponedeljkovem srečanju z Miladonovom je Izrael izvedel dodatne napade v Gazi in ubil 2 osebi v vozilu, medtem ko je premirje v Gazi še naprej na preizkušnji. Z nami v studiu je varnostni analitik Jakov Lap in voditelj oddaje Ross Handler Report. Dober dan vam želim. Pozdravljeni. Veliko smo govorili o Iranu in Libanonu, zdaj pa smo spet v Gazi. Ne smemo pozabiti, da se to dogaja že ves čas, medtem ko o tem govorimo že mesece, predvsem o Iranu in o Hormuški ožini. Kaj nam to pove? Smo v nevarnosti, da bi se to lahko razvilo v nekaj resnejšega? Mislim, da nam ni treba skrbeti, da bi v Gazi izbruhnilo kaj hujšega. Kar nas mora skrbeti je, da ne pademo v diplomatsko past, ki bi nas oddaljila od temeljnih varnostnih interesov Izraela. Zato moramo najprej opredeliti, kaj ti interesi so, in to je, da je Hamas dejansko razorožen in Gaza ustrezno demilitarizirana. To pomeni, da je treba Hamasovo orožje uničiti, ne pa shraniti, kot je odbor za mir predlagal v svojih dokumentih in kot si želi Hamas. Hamas si namreč želi, da bi bilo orožje shranjeno, postavljeno pod nadzor tako imenovane bodoče palestinske vlade, nato pa bi sami na koncu vodili to palestinsko vlado, najprej iz ozadja. Potem bi lahko izvedli državni udar, tako kot so ga izvedli pred prevzemom Gaze leta 2007. To je njihov načrt. To je popolno nasprotje tega, kar Izrael potrebuje. Izrael mora uničiti to orožje. In zato mislim, da bi moral Izrael reči, da odprtje za diplomatski dogovor, vendar tak, ki predvideva uničenje orožja. Če orožje ne bo uničeno, to ni prav dogovor, to je prevara. In Izrael mora to zelo jasno izpostaviti. Zato se mora
izogniti in obiti to diplomatsko past. In potem mora razmišljati o končnem cilju. Končni cilj tukaj je uničiti vse, kar ima Hamas še v Gazi. To pomeni njegovo vodstvo, njegove preostale zmogljivosti, te so močno zmanjšane, vendar Hamasu ne sme biti dovoljeno nadzorovati niti 1 milimetra Gaze. In potem lahko začnemo govoriti o novem začetku v Gazi, drugačni upravi, deradikalizaciji. Veste, pomislite na Berlin po drugi svetovni vojni. To je tisto, k čemur mora Izrael iz svojega vidika v Gazi stremeti. V nasprotnem primeru bomo dolgo časa ujeti v tem ciklu. Kaj pa glede Mednarodnega odbora za mir? Mislim, ali je to le organizacija za okras, če smo še vedno ujeti v tej situaciji, kjer tako ali tako ni mogoče veliko narediti? Ostala bo v bistvu nepomembna organizacija, dokler Hamas nadzoruje prebivalstvo Gaze in ima monopol nad orožjem v delu Gaze, ki ga nadzoruje. Trenutno Izrael nadzoruje 60 do 70% Gaze. In to je zelo obsežno varovalno območje, ki so ga ustvarili za zaščito izraelskih krajev ob Gazi. Toda to območje je v bistvu prazno. Večina civilistov je v delu, ki ga nadzoruje Hamas. To ne more ostati tako. Vsi civilisti v Gazi v bistvu ne smejo biti pod Hamasovim režimom, ker to daje Hamasu moč. Tako novačijo prihodne teroriste, tako jih indoktrinirajo za džihad, za naslednjo generacijo. To je začarani krog, ki ga je treba prekiniti. Gaza je bila v nekem smislu zamrznjena, ker je bila Izrael tako zaposlen z Iranom ter s Hezbolahom in Libanonom, zdaj se stvari vračajo na začetek, če predpostavimo, da Iran ne bo znova zaostril razmer. Mislim, da bomo videli predsednika vlade Netanjahuja ter izraelski kabinet in obrambni vrh, kako bodo skušali pokazati odprtost za diplomatsko rešitev, vendar morajo zelo jasno opredeliti, kaj so izraelski interesi. In če obstaja razkorak med tem, kar se diplomatsko predlaga, tudi če to predlaga predsednik Trump, in izraelskimi interesi, je treba na ta razkorak jasno opozoriti in izrecno navesti, kaj so izraelski interesi, torej, da v Gazi ni orožja Hamasa in da Hamas nikjer v Gazi nima nadzora. To so osnovni pogoji, da lahko Izrael napreduje diplomatsko. Če pa ne, mora te cilje doseči vojaško.